naj rečem, da je danes en vesel dan. Otrok je tule kar veliko, prihajajo srečni, vendar pa previdno, kar je tudi zelo pomembno in pravilno. Še vedno smo v zelo zahtevnem obdobju, zato je pomembno, da pazimo drug na drugega in na sebe, da pridemo v šolo zdravi in da v šoli tudi spoštujemo vse zaščitne epidemiološke ukrepe. Dovolite mi na tem mestu, da se zahvalim vsem zaposlenim na čelu z vodstvi šol, tudi vrtcev, za to, da so v teh zahtevnih časih pripravili šolske in vrtčevske prostore kot varne, da so z testiranji, ki so jih izvedli včeraj, pokazali in dokazali, da je zaveza prihajati v prostore šol in vrtcev samo zdrav, ključna in zelo pomembna. Prav tako apeliram, da nova znanja v tem času pridobivamo pogumno, odločno, vendar pa zelo, zelo previdno, da spoštujemo vsa pravila in navodila, ki jih tudi dobivate na strani šol, zato da bo lahko pouk stekel in potem tekel nemoteno naprej v šolskih prostorih in na ta način tudi omogočil, da se bodo varno vrnili še vsi tisti učenci in učenke, ki se ta trenutek še vedno izobražujejo na daljavo od doma. Želim tudi povedati, da bomo na strani ministrstva skupaj z pristojnimi strokovnimi institucijami na dnevni bazi spremljali potek izobraževanja in pa same vrnitve nazaj v šole in da bomo tudi temu ustrezno potem seveda odreagirali. Najlepša hvala velja tudi vsem vodstvom na ravni lokalnih skupnosti. Imamo 300 šol ta trenutek, ki so odprla svoja vrata in to je ključnega pomena, da je to sodelovanje tudi z župani v povezavi z ravnatelji potekalo zelo dobro, skupaj seveda z zdravstvenim delom, ki je omogočil testiranje in pa tudi vse pogoje za to, da se šola lahko varno odpre. In sedaj glejmo naprej, pozabimo na tisto obdobje za nazaj in samo srečno, pogumno, zdravo in znanja polno želim. Lepo pozdravljeni. Danes je za osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik podobno kot 1. september. Prvi šolski dan po dolgem času in zelo smo veseli in hkrati tudi počaščeni, da smo otvorili šolo na ta način, da je tudi z nami gospa ministrica, dr. Simona Kustec. Kar bi rad tudi poudaril, v tej izjavi smo veseli, da je ministrica nekoč bila tudi učenka naše šole. Zdaj sicer stojimo pred šolo, želimo si, da bi bili v šoli ali pa na kakšni prireditvi. Želimo si in pričakujemo, da se bodo vrnili v šolo počasi tudi ostali učenci. In rad bi povedal tudi, da smo kot šola ravnali zelo odgovorno, se dobro pripravili na delo in verjamem, da bomo šolsko leto bolj kot ne uspešno pripeljali do konca. Mi smo hvaležni, da se je gospa ministrica odzvala našemu povabilu, tudi ker smo že lansko leto kar nekaj časa poskušali jo priklicati v Kamenk, ampak verjamem, da zaradi obveznosti to ni bilo možno. Sem pa vesel, da je danes na tako rekoč prvi šolski dan prišla v naše mesto, našo občino Kamnik in s tem tudi njeno rodno mesto in tukaj verjamem, da je to tudi en del pozornosti, da bomo na nek način lahko tudi skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport v prihodnje lahko naredili novogradnjo, torej novo osnovno šolo Frana Albrehta, ki je tako potrebna tej naši občini, ker je ta dotrajana potresno nevarna in tudi v smislu premajhna že. Tako da kljub vsej tej krizi, ki jo doživljamo, epidemijo in koronavirus, pa verjamem, da je to nek upanje, nek signal, da se pač vendarle preobrne ta zgodba v drugo smer, da se začnejo zopet stvari odpirati. Je pa res, da na vsem tem mestu moramo biti vsi pazljivi pa pametni, da se držimo vseh ukrepov, ki jih priporoča NIJZ, torej da nosimo maske, razdaljo držimo in tako naprej. In verjamem, da bomo skupaj prebrodili to krizo. Obenem se pa zahvaljujem Ministrstvu za šolstvo, ki to krizo
dejansko doživlja prvič, tako kot mi vsi, in mislim, da dela ukrepe, ki zagotavljajo, da so otroci in naši najmlajši ostajajo čim bolj zdravi, in upam, želim si, da bo tudi ta poteza, ki je zelo drzna v svetu, naredila korak naprej, torej k druženju otrok, k povezovanju otrok, k tudi socializaciji, in verjamem, da se ta virus ne bo širil in da se bo na nek način, upam, da čim prej zaustavil. Tako da toliko z moje strani.